Ok, lepo pozdravljena, Neven in Hana. Melodija trenutka sta si nadela ime, ne? Petje na porokah bo vajina nova strast, oziroma strast je že, bo pa vajina nova kariera mogočno. Mogoče samo v začetku malo predstavite, povete, kdo sta pa kako sta prišla do te ideje. Boš ti začel? To je zdaj standardna, mislim, to, kar smo se pogovarjali že v avtu, ne sem bil tako, kam se skupaj, ali kako bo kdo odgovoril na katero vprašanje, pa Hana bila taka, ja, boš ti začel? Zdaj se ima najbrž tak. Ne, skratka, hvala za povabilo, no. Mislim, ja, najina zgodovina z glasbo, recimo, je v bistvu pri obeh že kar pestra, no. Oba dva sva neka, mislim tako, že glasbenika utečena, ki smo mogoče zdaj za tele poročne obrede začela pač torej nuditi neko storitev, ko vemo, da jo lahko ljudem zelo dobro predstavimo, zelo dobro izvedemo pač to, kar delamo. Tale to, mislim, najbrž je fajn, po mojem, kak feedback dobivamo, da je najina energija. Mislim, tako ful jaka zaradi tega, ker mislim, saj tudi midva izžarevama, sva pač par itak. Izžarevama to zaljubljenost in vse to, kar pride pač z roko v roki, pol ko se začnejo neki poročna slavja, mislim, ljubezni v zraku in pol to tu midva tudi dostavimo. Ne samo z nastopom, tudi s celotnim vibom, ki ga oddajamo, če bi tako rekel. Roke, jaz ne veš s tabo delal poroke zdaj. Par, sorry. Ne, jaz ni tako mičken, sem se mogel pripraviti tudi na tole dansa, ne, in sem videl že nekaj vajinih videov in vse, kar si rekel, je resno, tako bom rekel, tako da tudi če sta na začetku, je v bistvu se nekje je treba začeti, ampak sta že na dobri poti, no. Bosta pa dan še povedala, kakšne plane imata vse, tako da bomo veliko izvedeli. Zagotovo. Izvodi, Rok. No, zdaj pa malo si že omenil, da imata neko glasbeno ozadje, pa me zanima glede tega, ne, a to čez kako šolanje ali na kak način v bistvu. Ja, v bistvu Neven je naredil 8 let glasbene šole. 8 let glasbene Jaz pa šole. 6, nižje. Potem pa v bistvu jaz sem celo življenje že v bistvu hodila na solo petje, se vedno izobraževala na tem področju. Zdaj sem pa v bistvu tudi na pedagoški fakulteti, na programu glasbene pedagogike. Tako da v bistvu sem že v bistvu celo življenje v glasbi, obdana z njo. Tako da v bistvu mi je to res taka strast pa Položena v zibelko. tako. Eni bi rekli stara mačka da smo stara mačka v glasbi, čeprav smo še dosti mlada. Ne, mislim, tako, ja, pač tako je Hana rekla. Oba sva že ful se udejstvovala in nastopanja in ali je šlo za pač neko, ne vem, neko slavje doma pač, da smo vzeli ven, začeli špilati in peti. Ali pa recimo pač, da smo tudi nastopali na nekih dogodkih, že dosti tega, saj mislim, jaz sem prej, preden sva midva začela skupaj nastopati, že tudi imel svoj band. Že tisto smo dosti nastopali, že bili kar, mislim, tako začeli nekako mogoče graditi kariero. Pa sicer pol pač nehali, ampak ja, pol ta strast do glasbe pa itak vedno ostane, ne. In sva pol midva, mislim, začela, se pravim, malo tako po kakih pač dogodkih igrati. Pol sva pa rekla, ja, dajmo to razširiti malo. Tako da v bistvu lahko rečemo, da sva sveža v tem petju na porokah, ampak v bistvu že celo življenje nastopama. Tako kot sama, tako pač tudi skupaj zdaj po novem. Tako da je v bistvu še lepše, ko z nekom drugim to delaš, sploh recimo. Sploh tako. Tako da ste v bistvu združila prijetno s koristnim. Ja. Kdaj pa je v bistvu nastala ideja za melodijo trenutka? Kdaj je nastala? Konec novembra lani, tako da v bistvu to 3 mesece, tako da je res sveža ideja. Midva smo že lani pela na poroki, pa v bistvu na vseh teh dogodkih različnih in nama je to res tak hobi, pa ful rada to delamo in pol smo se odločila, mislim, smo razmišljala, zakaj ne bi pa tega več počela, pa v bistvu se malo tudi pokazala, da širši publiki, da malo ljudje vidijo, da v bistvu midva lahko to počnemo.
Tako da v bistvu, jaz smo se prav odločila za to, no, da bomo prav naredila profil, pa malo objavila, da ljudje vidijo. Tako da je bilo to tak, ja, tak način. Kaj pa ime ima vama kako posebno, poseben pomen, ja. Pa meni se zdi, da že v bistvu sami dve besedi tako poveta, o čem se gre. Da v bistvu gre, v bistvu, da iskala smo neko besedno zvezo, da je bila povezana z glasbo, ampak tudi v bistvu zakaj, da z nekimi trenutki povezano, z nekimi lepimi, ker je glasba ful pomembna v zadnji, da je res neka pika na i, da tako obarva trenutek, no, na lep način. Dobro sta zbrala, ja. Tako, Ja. mislim, Všeč? že po teh 10 minutah, ko snemamo, že vajo piše, poroke same po sebi piše, pa petje itak, no, tako da dobro sta zbrala, ja. Moj brand name je veliko slabši, no. Pa tudi, da gre za različne trenutke, ne. Nismo se hotela zdaj samo osredotočiti na poroke, ampak da tudi smo pojemo na različnih dogodkih, tako da, ja, smo vse zajela. Jaz smo šel kar nazaj na poroke, ko smo le v našem podcastu. Petje na porokah je še vseeno verjetno bolj specifično, pač ni enako, da greš na enega Abrahama, pa greš na poroko, a pa še kaj tretjega, no. Zakaj ste se za to odločila? Ti si že tako menil, pač smo par, pa tako, in v bistvu pač kažete to energijo, pa to nekako nujno na poroki. Zakaj ste se za to odločila? Meni se zdi, se pravi, mogoče ja, za to najino energijo, ki jo pač najbrž ali pa jo izžarevamo. Je poročna, mislim, smer nastopanja na porokah mogoče je bila pač tista prava, kjer mi dva lahko vse to dostavimo, mislim, zapakiramo v neko obliko, ki bo itak folku ful všeč in bo pač to predvsem itak znal ceniti, ne. Ker se pravi, je tudi nama ful v interesu, da mi dva ful uživamo, če folk pač to mu je fajn, pa pač itak ti daje komplimente in vse smo mi dva pol dosegla tisto, ne, in pol, ko se domov furamo, je tako, je bilo fajn, še bomo, ja, še bomo, ja, zastojn tudi, zastojn lahko, ono, pač je ta hobi, ki je prerasel v lahko tudi, ja, potencialno kariero, ne, in je to bolj najjače, mislim, da za... Imate srečo, da nista fotografa. Ker mi, ko se vozimo domov v 3 zjutraj, nismo tukaj. Bo še delal, ne gremo več nikoli ven iz hiše. Vse to, veš, ti si bolj mogoče človek iz ozadja, tako, ker tu pa si neki ne frontman, ampak tak performer, ki pač prije do tebe folk pa je tak, dobro si naredil. Do tebe bo pa prišel čez 2 meseca, ko bo dobil fotke, pa bo tak, ful dobro, fotke, ne. Ja. No, mislim, tudi fotografa nekateri pohvalijo na poroki, pa smo vsi tak, zakaj se nisi še nič videl? Še nisem videl. Da imam tam frizurco, da imam odbojnik, ampak drugače se kaj ti koristim. Jaz sem še tu hotela dodati, zakaj v bistvu specifično za poroke. Se pravim, pojema na različnih dogodkih, ampak se mi zdi, da je vsak vedno vesel povabila na poroko, pa da gre na poroko, pa da je tam, ker se mi zdi, da je tako lepo vzdušje. Pa tako ljubezen je res v zraku in mislim, se mi zdi tako res lepo, ko si lahko zraven tam, pa mogoče ti tudi pričaraš malo posebno energijo pač z svojim nastopom. Tako da v bistvu tudi zaradi tega, no, je želja po čim večjih porokah. Se strinjam, ja, pa se, mislim, poroke so res tako specifični dogodki, da je ful dobro delati na njih, ne. Ti si že tudi prej omenil, hočemo delati nekaj, v čemer uživamo. Na poroki delati se ne da ni težko, se pač je naporno, pa nočeš nič napake nobene narediti, ker le pač dogodek, ki se enkrat zgodi, pa to. Ampak ko enkrat veš, kaj delaš, je ful dobro, ker si v bistvu lahko uživaš svati tudi konec koncev, če si pač ti sproščen pri svojem delu. In če si tako dober, ko sta vidva, pol si sproščen verjetno, ne? Ja, stvari, ker stečejo pol, ne, in tako, ja. Tako da, mislim, ja, sproščenost je pri eni polovici najnega dueta, malo delamo na tem, no, samo. Drugače pa ja, no, se mi zdi, da se dopolnjujemo, ne. Ja. Jaz imam malo večjo tremo, njeme me more malo bolj miriti. Ampak pa na koncu je vredno, no. On recimo ful bolj improvizira, jaz sem ful bolj tak, da hočem biti res pripravljena, pa tako mora biti, ja, ful vaditi, točno tako mora biti, ne vem pa je, on bi vedno drugače. Hvala Bogu, da je tako. Ja.
Hvala Bogu, ker če bi šlo vse po njega, bi bila verjetno na kakšni napačni lokaciji, bi pela, meni ne bi bilo, on bi sam pel, meni je full fine. Tako da je dobro, da ima en čez organizacijo, drug je pa bolj sproščen, ja, to vsekakor. Glede na to pač, da sta duo, ne, večinoma se pač pričakuje, mislim, da takoj pač mi pade v glavo pojeta na obredih, cerkveni, civilni. Kaj pa, kak je pač daljša prisotnost na poroki, da pač recimo na kakih manjših porokah, ki niso načrtovane za ne vem kakšne zabave, pa ples, pa vse, ampak rabijo samo kako spremljavo. Ste tudi o tem razmišljali, da bo ta pač na voljo tudi za, ne vem, več ur, za daljši čas, ali posebej sam za obrede in to je to? Bolj smo se fokusirali sicer na te civilne pa cerkvene, ker tam se najbolj potrebuje, ampak drugače smo pa odprta za res vse možnosti. Se tudi ful prilagajamo željam, to se mi zdi ful pomembno, no, ker je v bistvu vseeno dan od tega para in tako se moramo vsi, vi za to verjetno veste, da se moramo prilagajati v bistvu pol paru, da je v bistvu ta njun poseben dan še lepši. Tako da res smo pripravljena slišati, no, vse želje, ki jih imata. In potem tudi se čim bolj prilagoditi. Tudi zaradi tega recimo vedno, mislim, imamo možnost, da prilagajamo repertoar, če imajo kako posebno željo glede izbire pesmi. Tako da se mi zdi to tudi pomembno, no. Da pol to tudi gradi neko zaupanje pa nek dober odnos. Mama pa, to sem hotel dodati, mama zaloge, mislim, materijale in to, ja, tako da več ur komot igramo. Mislim, smo že tudi na enih festivalih igrala tako pač, ja, se pravim, dosti dolgo. Teda ja, no, se pravim, najbrž, če pač se dogovorimo za neko daljšo spremljavo, novo, ja, komot. Mislim, ko sem dobil povpraševanje za tako poroko, pač, veš, ne bo DJ-ja, ne bo pač ansambla, benda, nič. Bomo pač večerjali, pa bo to, prvič sem bil tako, nisem navajen take poroke, vedno je pač nek žur, pa mora biti ful vsega, preveč, ne vem kaj vse. In pa priješ na tako poroko in v bistvu v resnici, če pač par ve, kaj si želi in je to dobo, je to perfekt, ne. In v tem primeru se mi še vseeno zdi bolj, da je pač nekdo tako uživo, pa tudi če se kakšne daljše pauze vmes naredijo, pa vse, kakor da je zdaj računalnik, tam pa se YouTube pač pritisne play, pa je to še vseeno čist drugačen občutek, ko imaš nekoga tam, ki pač ti zapoje nekaj tako bolj osebno in intimno in tako naprej, ne. Tako da jaz podpiram to, da tudi imata to varianto v ponudbi. Zagotovo. Se pol še ti kakšne besedne vložke dodaš, pa samo to mogoče manjka. ne bi bilo, ja, ampak tako. Ja, Viher Bika je povedal. Viher Bika povedal samo, ne. Ne, se je fajn. Na tole vprašanje morate pa oba odgovoriti zdaj. Kaj bo pri porokah najbolj pritegne? Ja, jaz sem že po moje to odgovorila naprej z tem, da... Jaz imam odgovor. Bom ponovila. Okay, no, Pač to, ker je ta lep dogodek, res se pač čuti ljubezen, pa meni je tako, ful mi je res lepo biti na takih dogodkih, no. A je bila tvoja ideja, da bo ta tudi na porokah igrala? Pa ne vem, bila od koga je bilo to. Ja, po mojem smo bila tako, ja, to. Mislim, da si Tam je ti, ful denarja, mislim, da je on da je prvo... Ja, to je pol ful folka, tako, ja, tam je ful denarja, pa sem tako, ja, ne vem, stari, pač, mislim, ne. Moraš dobiti stranke. Ja, veš, pa ko začneš razmišljati, mislim, če smo pri denarju, saj sam tako, da se dotaknemo. Ok, jaz ti pa zaračunam za tisto, ampak moraš ti vedeti, kaj je za to storitvijo, ki ti jaz pač ponujam, ne. Mi dva vseeno snemamo, mislim, tudi se veste, pač prije do montaže, vaja, vse to je pač pol nanese to, da če si jaz po črto potegnem, sem tak, vse ne, zdaj jaz ful nekaj denarja vlečem, ne, mogoče je pač, ja, ok, ker sem prišel na poroko, zaigrala sva, odpela in to, ampak ja, no. Mislim, pa vajno celo življenje, ki ste ga vložila v to, da pač Tako, lahko ne? zapojete, ker jaz Tako. lahko grem za pet, samo tega si nihče ne želi, ne. Tako da vse to, kar danes delate, je itak ta vložek, ampak to, da pa znata to delati, to je pa po mojem največji vložek, kar je, ne. Ja. Čakamo še tvoj odgovor. Najprej moj odgovor sa To me Ne, zdaj jaz sem zanima. mislil, ker sem bila tako, kaj ti je najboljše, pa sem mislil tako, ja, da se lahko zrihtam, veš, no. Ne, to sploh ni res. Pa ja, sam ti je fajn. Ja, itak je Mislim, fajn. itak To je komu bonus. ni fajn, ja, Bonus. se zrihtati Ja, pač saj, ja. malo. Tako sem rekla, ne. Ja, meni je fajn se zrihtati za na poroko, ne. Ja. Ne, meni je najboljš pri porokah
dejansko to, da mislim, meni je okej, pač prej, ko smo priformali pa to, si pač bil ti, ne vem, v osredju, v onem spotlightu, ko so pač to ste vsi poslušali, zdaj si pa ti, zdaj sta pa ona dva, v tistem spotlightu, ti si pa una spremljava poleg, ki ti malo meni odleže, ali kako se reče? Olajša vso situacijo, ko pač mogoče niso vse oči na tebi in lahko si sproščen in narediš in spriformaš in mislim, fine feeling mi je eno to, ko midva pač ker res se poklopi vse, pa najini glasovi pa in sem sam tak, fuck, nice. Pol pa pogledaš, je tam dva, pa si tak, še bolj nice. Tak sem, fajn. Je pa vseeno ful odgovornost, ne? Ja. Ampak to ni najljubši del tu. Najljubši del je pač... Treba je samo dodati, da ni pa hec pri poroko, ne? Zagotovo. Drugače, ko sta oba rada na porokah, pač mi dostakrat, ko nehamo fotkati, snemati, karkoli že delamo, ne? Pa rečeš pol paru, pač mislim, da sem vse naredil, pač vse sem zajel, ful je dober. Prevečkrat reče par, dej, odloži, da je fotobrat, pa ostani z nami. Tako da bo tam imela možnost ostati na porokah. O tem nisem niti razmišljala, ampak... Ja, nekako je neprofesionalno, ampak včasih si tak, mogoče bi pa res, sami tak. Ni ful težko, kot je to 1:30 zjutraj reče, ko si cel dan delal, si tak, hvala. Najlepša hvala, ampak grem probat priti do doma, če bo šlo. Ja, imamo pa še eno, ki je povezana z denarjem, ko sem se ga malo dotaknil, kariero in tako naprej. A je bila ta ideja prej nek, ki bi rekel, tak poslovni korak, ta budget in mind, imamo nekaj, ki bomo lahko pač dodala nek zaslužek, ali bo to v bistvu čist rast, pač hočemo iti delati na poroke, ker je pač to, kar je nama res dober, pač, ko hočemo delati na ta način, ki si ti rekel, da nisi zdaj čist frontman, pa te ne gledajo vsi cel čas, ampak dejansko priješ ti in narediš nekaj dobrega za par, pa konec koncev za svate in vse ostale. Tako. Kaj je bil tista prva ideja oziroma prva želja, zakaj to hočete delati? Mislim, ni bilo zagotovo, ne, tak, pač mislim, ful z denarjem povezano, ne. Ker imamo midva pol tudi ful enih hobijev, ki jih pač razvijamo, tudi tako sporedno s tem. In ni zdaj bilo, da smo nekaj ampak mislim, zagotovo, če ne bi imela zdaj nekaj od tega, recimo, mislim, pač nekega dela na koncu na mesec, da pač lahko gremo 2 dni dal na dopust. Se najbrž ne bi tega šla. Je pa tako, da smo prišla pač do ene točke z najinim znanjem glasbe in pač izvajanja teh nastopov, da se mi zdi, da ne rabimo več toliko inputa dati, da pač lahko pridemo tja, mislim, pač itak povadimo, pridemo tja, pa pač naredimo, odigramo in je to fajn, poleg še pa pač zaslužiš, ne. Ali kaj, mislim. Torej je strast prvo, vsekakor. Ja, ne. Mislim, ne vem, nismo se toliko za to ti denar menila, ker pol je spet pač, kako bomo midva to zdaj preračunala, koliko bi zdaj ti zaračunal, Težko, ne? Ali boš pač zdaj gledal, koliko midva vadima, pa tu neke ure, križem, kražem. Jaz mislim, da ta vajna storitev ni povezana, pač keramičar pač zaračuna po kvadratu, ali kako verjetno, a ne. Ta vajna storitev ni tako narejena, da pač zaračunaš potem pač, koliko časa si ti vložil v to, ker težko zračunaš ta časa, ne. Zdaj pa, če računaš samo te vaje, ampak saj, tako smo rekli že večkrat, saj niso samo te vaje, ki jih imata za poroko. Je pač, koliko se ceniš in po moje se pač tako, to samo raste s tem, koliko delaš, koliko te ljudje kličejo, koliko je zanimanja, koliko te pač drugi pohvalijo in pač pol v bistvu samo pol, verjetno tudi ta finančni aspekt, pač pomalo dvigneš ceno, konec koncev, ko tudi ne moreš več toliko delati, ne, saj danes naredita pač bolj malo poroko, sta šele začela čez pol leta, leto, 2, ne vem pač, ko bo ta delala 90 porok na leto, bo ta rekla, to mogoče malo preveč, pa bomo malo celo dvignala, ne? Zagotovo. Se vem, pretiravam, Jaz sem rekel, Hani, pač mi da moramo črto potegniti, tudi poleti, itak je pol največja sezona, pa to že zdaj, ko pač popraševanja pa to letijo. Sem tak, dajmo si midva 3 tedne, že zdaj, ne? Pač dajmo si midva 3 tedne, pa pač da midva kam gremo.
še lahko. Ker mi smo ful drugače spontana, pa se ne na nič preorganiziramo, kdaj gremo kam in zdaj bomo to mogla narediti. Ker drugače ne bo šlo, ampak ja. Ja, vse poroke so tako, ne, ki te bukirajo za pol leta naprej, za leto naprej, za ne vem, 2027 že pišejo verjetno. In je pa težko, če si spontan zabita, ne. Je pa nek tam marc, so mi pisali, pa se spomniš januarja 2027, bi šel pa ne vem, nekam na Tajsko, ko je bom bil topel marca, zdaj pa ne morem zaradi te poroke, ne. Teda je dobro, mogoče si res v koledarju pač označiti, to smo prosto, ne bomo delali. Ja. To je zagotovo. Pa tudi mogoče en vrh si pač reče, veš, letos bomo naredila, ne vem, koliko je pač naporno zavajati to, ampak da jaz, ko sem začel delati, sem bil tak čim več porok, da jih čim več, da mi vse poroke, fotku bi vse, kar je možno. Po čez 3 leta sem bil tak, hvala Bogu, da nisem delal vsega, kar sem si zamislil, da bi hotel, ker tudi ne bi dobro naredil, ker nisem bil izkušen še, ne. Plus tega pa pač 25 porok, se to ni toliko, si rečeš, kaj to 25 sobota, ne. Pa še ti med tednom malo neki obdelaš fotke, pa pošleš. Oktobra bi si glavo dal, če bi šlo, ker je to ni toliko malo, kot si človek misli, ne. In potem si tak, dajmo nekje črto potegniti in če bom šel čez sam zaradi tega, ker mi je nekdo dal nekaj za delati, ker čakam na to celo življenje. Drugače pa pač ne bom šel čez to, ne. Se ne splača pač zgoreti zaradi dela. No, se mi zdi, da tudi razlika, ker vidva sta res tam pol cel dan prisotna, vidva pač pridemo, ne. Bolj mislim, itak je bolj ono. Jaz sem rekel, jaz hočem biti za kosilo doma, pač dela pa to, ker smo tudi ful tak, da pač ob vikendih moramo midva tudi, mislim, nekam gremo ali pa nekaj delamo, ne, in zdaj, da bi mi to cel vikend vzelo, smo tudi bila pol tak. Veš, v smislu, da je pač igrala, tako smo se prej pogovarjali, še potem po obredu tisto slavje in to vse. Tisto je bilo malo mač. Imamo ful drugih hobijev tudi še zaradi tega, no, tako da se v bistvu probamo čim večjim tem stvarem, ki jih imamo rada, pač posvečati, no, ker dosti stvari tudi skupaj delamo, ful, in glih zaradi tega, no, to še ena izmed teh vseh stvari, ki hočemo čim več delati. Dobro, da se tega zavedate že prej. Tako bo lažje. Moraš si postaviti prioritete pa neke meje, če ne se prenaješ vsega in te mineš vsega. Zagotovo, ja. No, zdaj pa itak ste že omenili, da ste celo življenje že v muziki, pa ste že tudi se tega vprašanja, ko ga imam v bistvu dotaknili, ampak kaj je bilo tisto, kar bi rekel, da je pa najtežje bilo v začetku? Mogoče ta promocija, da te ljudje vidijo, to se mi zdi, da je najtežje sploh zdaj na začetku, zaradi tega, ker se mi vseeno zdi, da največ porok dobiš ti prek priporočil drugih, ne, iz ust do ust. Tako da, ja, na začetku, da te ljudje vidijo, no. Tako da zdaj v bistvu to delamo bolj preko socialnih omrežij, kar mi je v bistvu meni tudi ful fajn, meni je to ful fajn se s tem ukvarjati, ampak vseeno, mogoče je to največji problem, no. Pa recimo, da posnajamo te videe, ki jih snemamo coverje, da jih posnajamo v manj kot 2 urah. To je tudi en izziv. Ampak ja. To je najbolj. Koliko mi še ti tako razlagaš, navdušena pa da se pa si da, Ker vemo, to je problem. Nekaj je fora pač, da to 2-urno snemanje, recimo, to zgleda tako, da midva pridemo in smo tak, katero muziko bomo? Ja, to, okej. In pol jaz se furam v avtu in si dam to muziko, da gledam besedilo, da se naučim, mislim, itak vem, kak bo, ne, in ono. In pol, pač pridemo midva tja, se zmenimo, prvo treba kader urediti, ne, pač neki. Mora zgledati, estetsko. Mora zgledati, tako da pol gre se Hana s tem malo ukvarjati in jaz itak primem kitaro v roke ali pa inštrument, ker pač sem tak na to zdaj to delala in začnem špilati. Ker meni je, pri nama je ful to, da pač, mislim, jaz osebno uživam v tem, da ne naredima coverja čisto istega, kaj je pač posnetek. Torej jaz hočem čim boljšo priredbo tega narediti, zato tudi recimo, ko pol gremo gledati ali pa vadimo, je pol Hana tak na YouTube odpre tisto muziko, pa je tak, kak se ona dva to zapojeta? In jaz tak, ne glej, kako ona dva zapojeta, mi bomo po svoje zapela. Nek svoj touch. Tako.
ker pač ne rabi biti se čisto isto, ne. Ja, no in pol je začne tisto brenkat, bla, bla, bla. In pol začne snemanje in pol itak telefoni crknejo, ker Hana ima slabo baterijo. Jaz pač, če si te nisem zdaj ful na filo telefona, bo tudi crknil, spet polni telefon, pol gremo midva parkrat skozi. In pol se enkrat posreči, pol se midva enkrat pogledama med snemanjem in se začneva smejati in je spet ono od začetka. Ja, to je največji problem. Ja. In pol pol ne vem, jaz hočem itak perfektno zaigrati, bla, 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 in pol ja, na koncu je 3 ure kasneje, pač imamo en posnetek, pred katerim jaz sem tak, let's go, ne. Ja, no. Ja, midva, ko smo si to zamislila, da bomo posnela, smo bila tako, ja, to imamo pol urce, 20 minut, skase. Včasih je bilo tako, da si dal telefon, si posnel in ne. Ja. Zdaj pa smo res tako, da mora biti res tipi-topi, jaz sem sploh bolj alergična na to, recimo, da če malo drugače zapojema, no, tako da. Mislim, ne da zdaj, meni je ful lepo tudi, da pač zapojema po svoje, ne, na svoj način, ampak ne da malo zamiko malo besede, recimo včasih. Okej, to ja, pač. Časovno. Ja, okej, ne vem, kako vi to temu rečete, izgovorjava. Je pač vsak malo po svoje, ker nimaš ne. točno določenega, ker nas zdaj pojemo po nekem posnetku, ampak malo vsak posebej in pa se je ful težko skladiti, recimo, to sem mislila povedati. Ja, sem pa slišal, da bo ta marca imela priložnost dobiti en še boljši video, kakor so vajeni. Da bo ta na videzni poroki, /delavnici, foto, video, ni da ni. To smo pa dobili ful dobro ponudbo. Izda mi je, torej smo se pač v bistvu slišali, da organizira to zimsko poroko navidezno na Vršiču, tako da super lokacija. Mislim, v bistvu se bo šlo, da bojo posneli obred, se bomo videli. Sem imela, ker vključiš, nič se ne bati. Ja, to je v bistvu pač fotografska in video delavnica, ker je pač osnovni smisel, da pač se nadebudni fotografi in videografi naučijo, ampak smo tokrat Izo zraven vključili, ajdu načrtovalnica in je olajšala vsem življenje, po mojem tudi vama, meni vsekakor, ja, in v bistvu sem jaz vajo spoznal, kak teden, dva prej mi sem spoznal, ti si poskrbela, da sem te videl na vse v poroki Instagrama, pa sem bil tak, nekaj novega bom kar kontaktiral, če pač da vidim, kdo sta, kaj sta, če bi prišla, in pa sem hitro zvedel, da ste se v zadnji že tudi z Izo slišali in da bomo še kje druge sodelovali, tako da... Čakaj, to je bilo nepovezano? Nepovezano. Ja, jaz sem to zvedel včeraj, v bistvu. Ja, ker jaz sem pa... Zato sem mogel omeniti to zdaj, ja. Ja, ker jaz sem pa v bistvu hotela se čim bolj povezati z vsemi temi poročnimi ponudniki, od organizatorjev do fotografov, do vseh, ne, in sem v istem času po moje zasledila in Vajo in Izo, mislim, da tudi, ne. In pol je ona mene kontaktirala v bistvu na profilu za ličenje, ker tudi še to delam zraven, in je rekla, da bi naličila torej nevesto, pa da je videla tudi, da midva pojemo, pa da bi še midva zraven prišla, da bi to mi kar združili. To sem pa videla, da v bistvu tudi ti sodeluješ pri tem in smo tako, no evo, da se bomo pa videli. Lavi pa še ti barmen? Ja, ne. Z roko v roki, ja. Ne, ja. Bi še drugače skrbel za dobro voljo. Si predstavljaš. Ja, koliko je majhen svet, ja. Smo tako včeraj, res, no, v glavnem, bomo itak vedno učimo pač fotografe, videografe, dajte posnet pa pofotkati vse, ne samo ženjena nevesta, dajte za vse kaj narediti. Zdaj bo ta videla, a bomo naredili to tako, kot je treba na tej navidezni poroki, jaz verjamem, da bo vsaj to, kot je s svojim telefonom. Upam pa, da boš. Upam, da veliko boš. Bomo pač še eno mogli narediti, ne. Tako, naslednja bo pod vodo, tako da naučila se peti pod vodo. Pod vodo. Ja. Izziv. Novi izziv, to mama rada. To vidiš. Ti se tek potapljaš, ti se potapljaš. Ja. Se pravim, jaz te zdaj, bom zdaj mogel narediti apneo stari in minuto lahko zdržim, po mojem, minuto lahko brenkam. No, bomo kaj krajšega zbrali. Ja. No, jaz se ful veselim tega projekta, ker se mi zdi, Povodnega. Dajmo na snegu ostati, dajmo v drugem stanju voda. Tako da komaj čakam, no. Ker se mi zdi, da se res zbere ena taka ful dobra ekipa ljudi, ko vsi delajo za isti cilj, pa se hočejo čim bolj potruditi.
Tako da v bistvu smo za take projekte tudi ful navdušena. No. Pa namenoma smo šla zalažen na to, da je pač cel vikend, da je dvodnevna delavnica, da dejansko se lahko mes sprostiš. Prejšnjo smo imeli v bistvu enodnevno, ker ni šlo da kar skozi. Sam jaz sem bila tam 3 dni. Jaz sem pač taka, Aljaž ima gor na avtu šotora, veš, in pol prespima kjerkoli. V glavnem in smo rekli, naredimo cel vikend tokrat. Itak so stroški ful majhni, da lahko vsi gor prespijo, da je pač tako za prehrano poskrbljen, da je za vse poskrbljen. In je to čisto drugače, ne, veš, ker priješ gor in dejansko delaš cel dan in pol zvečer se lahko malo sedeš, se spoznaš, se naredi nek community in bo to ful več, kot sam pač to, da naredimo neko delavnico, da se naučiš, ampak da dejansko se tudi povežete vsi vi, pač ponudniki med seboj, ker že od prve delavnice jaz vidim, koliko se pač pozna, ne, koliko je pač dober, ker zdaj vemo, kdo je kdo, ne samo tako naš na Instagramu, to ni isto, ne, se pač ga poznam prek Instagrama, to ni to, tole je veliko bolj, no, ali pa še bolj osebno, ne. Zagotovo. Ja, meni se zdi to ful pomembno, da se povežemo, zaradi tega, ker delamo v bistvu vsi, imamo enak cilj z različnih področji, tako da se mi zdi, da imamo v bistvu ful bolj podobno nalogo, kot pa zgleda, ne. Ja. Mislim, cilj vseh nas na poroki, govorim, je pač to, da sta dve osebi zadovoljni, ne. Ja. Vsi ostali itak, ampak te dve osebi želim pa nevesta, morata biti na koncu nasmejana, pa si lahko si roke damo, pa pivo odpremo, nekaj, ne vem, recimo, izvoli rok. Lepo. Zdaj smo zelo šli nekam drugam. Ja, tako da bom jaz zdaj malo vrnil. Kako pa sta bukirala prve poroke? Smo že rekli malo preko word of mouth, ampak pa kaj je bil recimo, kaj bi temu rekel, a sta se bolj zanašala na ljudi, ko jih poznata, ali je bila prva poroka nekaj čist XY od nekje? Jaz sem v bistvu prej že pela na večjih porokah, tako sama, ko se še nismo poznala. To je bilo v bistvu tako prek znancev, prijatelji, družina, tudi na obredih, teh civilnih sploh, ne. Pol pa v bistvu smo na najini prvi poroki je bilo pa tako, da smo v bistvu pela od nevenovega prijatelja, babici in detku, ki sta v bistvu imela zlato poroko, ampak se nista nikoli v bistvu cerkveno poročila. In sta se pol za to torej obletnico cerkveno poročila in smo v bistvu mi dobila kot presenečenje za njiju dva. Nista v bistvu pričakovala, tako da smo bila pol tudi pred obredom tam zunaj smo pela, potem na obredu, potem smo se še pol podružili, da na tak način izgledalo. In se mi je zdelo ful res simpatično, no. Ja. To je bilo ono, to je bilo tisto, kar sem prej razlagal, ker pač, recimo tam smo pol bila tako, sej mi dva ne rabimo zdaj ful vaditi, zato ker že imamo vse to, ne, mi dva se pač besedilo naučimo, pa roko na srce, kaj je vrel pri poroki, ker pač te ne gleda vsak in pač lahko imaš mogoče besedilo pred sabo, to je Sploh, če si na koru. Ja, to je meni life saving. Ja, in pol jaz lahko priformam, ne, in pol je meni noro. Tako da to, čakaj, da se vrnem, kaj sem hotel reči? Zdaj sem pa pozabil. Ampak ja, no, tam je bilo tako, torej, tam smo pol videla, mi dva ne rabimo ful, dosti se naučiti, pa ful nama je fajn, ne? Pa folk pač ceni in smo bila tako, da ima mi dva to malo spromovirati, ne? Da bomo pač, torej mislim, da še za koga drugega pač to naredimo, ker smo sposobna, to je izkušnja s prvo poroko, tako malo bolj proper, ja, da smo pač mi dva skup nekaj imela, ne. Ti si tudi že daj sam igral prej na porokah? Na poroki specifično ne. Kakšne druge evente pa to pa fulja. Mislim, kakšne od otvoritve v kakšne poslovne dogodke, to je fulja. Festivali. Ti imaš bolj daljše nastope, se mi zdi. Ja. Ti si lahko več ur nastopal, se mi zdi. Ja, Jaz pa sem bila bolj tak, sploh, ko sem hodila na solo petje, smo imeli te nastope, smo na ful različnih dogodkih nastopali, pa tudi pol snemali v studijih. Tako da smo imela izkušnje s tem, vse ni ful drugače, samo je pa še meni toliko lepše, na porokah pol zapet, ne. Pa res, mislim, smo se takrat posnela
In zdaj, ko gledam za nazaj, se ful vidi, kako smo res uživala pač na tiste Tam? poroke. Ja. A ja. Ja. Okay. Ful nam je bilo Bom tako. pogledal še ta posnetek danes. Aha, ti ne pogledaš. Drugač, pozabim, pač jaz ful malo te posnetke, ona ima pa se pravim. Tudi telefon njen je tako poln teh posnetkov in vsega, da bo pregore. Baterija tako že ne shaja s tem. Ok, sponzorji iščete, tako da veste, da se lahko Se glasite. priporočamo. Ja, se lahko glasite, magari kak En telefonček. telefonček. Ja, za ful prostora, prosim. Ja. Dajmo dva, da tam je istega, da bo nekako zgledal. Ja, Če tako, tam je ja. dva kadra. Ja, no. Ja. Tako. Kaj pa, a ste se v začetku ful primerjala z drugimi, ne vem, gledaš po Instagramu, pa ta poje, pa on poje, pa. Ali sta bolj pač ono, pač mi dva greva itak svojo pot. Ne, nismo se po mojem primerjala sploh. Mi da smo se res ful fokusirala na naju, no pa to še zdaj delamo. Sem pa tudi, se pravim, ful se mi zdi tudi, da se najde teh strank, pa pač parov, ki se bojo poročili v teh Facebook skupinah. In tam pa res vidim, koliko je dejansko teh parov, ki pojejo, ali pa nekih duetov, v glavnem, tako da se mi zdi, da je ful tega. Ampak meni se zdi to ful dobro, pač nič slabega, vsak ima neko svojo energijo, svoj čar in pač se mi zdi, da tudi nočem, da se par odloči za naju, ne vem, zaradi kakih drugih razlogov, kot pa to, da smo mu mi dva všeč tudi. Tako, kako smo, tako, kako imamo energijo, pa mi da smo res tako, kako smo, pa se nič ne pretvarjamo, pa smo preprosta, nasmejana, taka, mislim, smo res tako, kako smo, no. Se mi zdi, da taki dogodki, ta podcast, ko je danes, je zato ful uporaben pač, ne, ker tako v takem daljšem pogovoru ful lažje pač ljudje vidijo pač, kako energijo imata, pa kakva sta, kakor, ne vem, ker snema to coverje, pa to sej pač slišijo to, kar morajo slišati, se dejansko je to pač prva stvar, ki mora biti, ne. Ampak ja, pač to neko energijo pa to pa lažje začutijo, pač, ko te vidijo živo ali pa ko je en tak daljši pogovor. Tako da še dobro, da delava tole. Drugač, noro, ne. Ne, ful fajn, no, ker Hana ima ponovadi pri nama to komunikacijo in mreže in vse se. Tada tudi Hana vam na mail odpiše, če ji pišete. Ne, drugač pa, kaj sem hotel reči, Jaz imam eno še vmes, da povem, ker Zdaj pa sem jaz spomnil. Zato se mi zdi tudi ful fajn, ful večkrat objavimo kakšne blooperse, recimo sneman, ker tega je po moje več materijala od bloopersov, teh failov, kot pa recimo dejanskega materiala, ki ga uporabimo, no. Ker se pač res tako zabavamo, pa smejimo, pa je res smešno, no, komedija. Ne, to, jaz sem se spomnil, da dokončam eno misel od prej, ker pač od podcastu si rekel, ne, da je ful dobro. In pol reče Hana, en mi je za podcast pisal in jaz tak, čakaj, kak je podcast, ne, zdaj zakaj najprej, pa bilo tako, no, melodijo trenutka in jaz tak, melodijo trenutka in kaj imamo zdaj poročni podcast in pač nisem zdaj ful vas gledal. Sploh nisi gledal, bodi iskren. Ne, največ kaj je od tega, ne, jaz to po telefonu, veš. Stari, in grem gledati in sem bil tako, pač, čist jako, ne, in pol sem bil tak, ja, pač gremo, mislim, valjda, ne, in pol Hana tak, joj, pa kaj sem omenili, pa jaz tak, kaj sem omenili, nema se pretvarjala, midva sma, kaj sma, mama, ne, pač vema, kaj delama, specifično na porokah sva še ne zelena, ampak že mogoče malo bolj modrikasta, ampak, a veš, sem bil tak, kama zdaj nekaj fejkala, pa tu tak pač povema, kak je in to je to, ne. Ne, se tako sem rekel že po telefonu, ne. Meni se zdi ful dobro v bistvu to, da se odločila, da prideta zdaj, se nista začetnika, pač samo na porokah nista igrala, ampak bo pa, sem prepričan, da bo drugačen experience, ko boste naredila zdaj, ne vem, prvih 30 porok, pa se bo leto obrnalo, pa sem jaz spomnil, da vas spet pokličem. In bomo videli pač vajino drugačno razmišljanje, ne? In pa boš takrat ti pogledal podcast prvič, ne? In tako, sem takrat rekel, to pa zdaj govorim. Ker itak da, a veš, ne moreš si zdaj zamisliti vsega, kaj si boš mislil enkrat, ali pa mislila takrat, ko boš odigral na tok po rokah, pa bo pač itak se pač neka druga ideja v glavi razvila, ne? Tako da hvala, da ste prišla že v začetku, ker se pravim, to je noben minus, v bistvu to plus, da pač dela ta marketing že na začetku, ne? Z veseljem. Ja, hvala vama, no, v bistvu, tako je že ne vem, se zahvala na začetku. Nama se zdi to ful dobra priložnost, no, pa da se malo pokažemo, tako.
Ja, ker se mi Pa zdi, se da mi tudi, povežemo. Sorry. Tako, pa da še moški začnejo gledati podcaste poročne. Nisem še gledal statistike, moram pogledati, koliko je pač žensk, pa koliko moških pogleda. Ja. To me res zanima. Ja. Zdaj le, če bo kaki moški več, ne. Vedno, zakaj. Dobiš kozarček vina ali pa nekaj gratis. Ne, mislim, boma pogledala. Tega mazik pogledala, ne. To vidiš. Namesto kmetije. tega moraš. Boš odprla. Ja. Saj mislim, da prek takih pogovorov, pa teh behind the scenes se ful vidi, mislim, se ful ta, zdaj smo zgubo čist misel. Danes je nekaj v luftu. Danes je nekaj. Ne, se ful ta, mislim, da se lažje predstavi ta paro, da da je tudi ta sproščenost, da pač se tudi lažje odločijo za vajo. Da ni, tako si prej ti rekla, da ni zdaj, sem zato, ker tak pojeta, ampak da je to celo energijo se začuti. Mislim, pozna se že pri tem, ko dobiš popraševanje, ko te nekdo pokliče, ki ga več ne zanima, v smislu pač kdo si, kaj si, predstav se mi, ampak te v bistvu pokliče, si prosti, a bi se lahko dober, ker pač bi mi radi to zvedeli in to je to. Imajo feeling, da te poznajo, se te ne. Ker se je že neko zaupanje zgradilo skozi vse videe in vse, kjer sta dejansko pokazala, kdo sta vidva. Res je? Tako in to je enkrat smo imela nekaj popraševanje in to, lahko pošljete še ta posnetek, pa sem tak jaz. Pol mi pa Hana pravila, kaj zdaj bomo snemala sam za to, pa sem bil tak, pač naj si gre pogledat. A je šuno, mislim, vse mi dva sma, kaj bomo zdaj tu neki na silo, ne, se snemala, ne vem. Specifične pesmi. Pač, ne, mi dva. Ko pač delamo ta plan, oziroma ko ga dela Hana plan, najbrž, vsaj do zdaj, je vedno sva tako potipala vsako muziko iz take različne stile, recimo, ne, kar pač pol itak parom lahko, mislim, med katerimi pač lahko pol oni izbirajo. To je fajno. Ja, mislim, to se mi zdi kar malo overkill, da bi zdaj dejansko za vsak par ima prej že zapela pesem, ki bo ta nova imela, da vidijo. Po najbolj da gresta še v cerkev, pa točno v tej cerkvi zapojeta. Tako, ko bi jaz prišel na Aljasko fotkat poroko, zato so bili tam poročili. Ne vem, če imamo tam važno. In bolj na koncu ti bo rekel, če vam prejš. V posnetku je bilo boljše. Tako ne bo isto, ne. Pač vedno je drugače zapeto. Sploh, pač, če zapojemo po svoje, nikoli ne bo isto, ne. Ampak meni se zdi, da je pomembno, da je pač z dušo, s srcem zapeto in da... Mislim, umetnika sta, da v bistvu morata dati to noter pač v performance, pač sebe, in se verjetno, mislim, ful dobro reče, nekdo vzame zaradi tega, ker sta vidva, ne zato, ker sta najcenejša, veš, ta popraševanja so mi tako pač malo smotana, se razumem, da pač vsi tudi moramo gledati na denar pa vse, ampak je ful dobro, če nas zberejo zaradi tega, ker hočejo nas pač, ker hočejo dobiti to, kar pač mi ponujamo, ker pri fotografih, recimo, se veliko drugih fotografov, ko delajo čist drugače in jaz brez težav priporočam drugega fotografa, če me nekdo pokliče za neko tako čist klasično fotkanje, ki pač hočejo samo tako priti po škloci, pa pač to je to. Mogoče ne bi rad več tega skozi delo, pač mi ni to neka strast, ne bi rad imel neki, ki ima nekdo neko željo, ampak lahko jaz neki sebe dam noter. Sem veliko bolj vesel teh popraševanj in tudi z veseljem komu drugemu priporočam, pač kak para, ne. Res. To je ful dobro, mislim, To je ful. Ja, sej, ker vsi lepo pojemo, vsi znamo pet, ne, ko pač to počnemo, ampak vsak na nek drug način, pa z drugo tako energijo, pa zato se mi zdi tudi pomembno, da se pokažemo, da tistim, ko smo všeč, super, če pač nekomu nekdo bolj drug ustreza, tudi v redu, zato se mi zdi fajn, da je to tudi pomembno. Si ti naslednji? Ne. Jaz? Čekaj, bomo počakali. Le piše Goran. Ko res. Aha. Gremo spet nazaj na poroke. Vida sta eno naredila, sta rekla, oziroma ti si jih več, ampak vseeno. Vajno razmišljanje. Kaj je po vajnem pač ključno pri teh dveh, pri civilnem pa civilnem obredu, pri petju? A sem dvakrat rekel isto? Ja, civilnem in cerkvenem obredu. Kaj je pač ključno pri petju? Pač kaj je tisto, na kar se morate vi najbolj skoncentrirati pa se pripraviti? Ja, jaz mislim, da priprava je tako doma, koliko mi dva vadimo, bolj pa v bistvu sam pač zapojemo z srcem. To se mi zdi najbolj pomembno. Pa
Pa ozvočenje, da je dobro. Dosti spima, ozvočje, veš, pol so pa tu še, ne? To Prvo so je, pol Cukrčki. to je glavna stvar, ne? Pol je pa vseeno uno. Ja. Da smo pravi cajt tam, recimo, ker to je pol, stari, to, ko se začnemo rihtati, ne? To je, mislim, saj vsi vemo. Ne, na tega pa ne. To, da smo prvo, ne, sej smo pol pravi cajt, ne? Da smo pravi cajt tam, mogoče s kakim radarom v žepu, ne? Ampak smo pravi cajt tam, odzvočenje, dihalne vaje, Upevalne vaje, ja. to lahko upevalne res vaje, naštemo. sem to že v avtu dostkrat. Tak. Malo se mora razmigati doma. Ja, no, v glavnem pač take stvari, mislim, to je v mojem ful pomembno, pa Ena najtežje. Ena stvar je še ful fajn. Če ni organizatorke tam, ne. Zdaj so vedno večkrat prisotne, ampak Aha. ko jih ni, najti nekoga, sploh če ste vi zgori, v cerkvi recimo, ne, in ne veste, da bo nevesta prišla. Je pa zelo Saj, pomembno, to, kdaj to. pride, ne. Ja. Da je nekdo, ali doskrat sem jaz kot fotograf bil tudi kritek, sem jaz spredi pri župniku, ne, in v bistvu vidim in vaju in nevesta, ne. In pol v bistvu lahko jaz pač, veš, pomaham, okej. pomaham, ona začne hoditi, vi začne tapet. Take stvari so lahko pač tako, ful je simpel. Po eni strani sem ni, ne. Če se vi ne vidite, kako boste vedeli, kdo bo za komu dal znak, Exactly. kdo začne hoditi, kdo začne pet. Ja. Zato pač ja, organizatorji, kakorkoli so pač ful dobra stvar na poroki, a pa vsaj koordinator, ki skrbi za to, za vse te male stvari, a ne. Ker ja, lahko si vi fajn upojete, pa dihalne vaje zrihtate, sta pravočasna, zvočnik, vse štima. Če ne veste, da je začeti, je kar fail v bistvu lahko, ne, recimo. Zagotovo. Ja, Ja. vse to se mi vse zmenimo. Mislim, Itak, z nekom, to moraš malo improvizirati, pa se malo znajdeti. Pa... No, zato imamo njega. Zato imamo ja. njega. Meni to, ko si tako rekel, da ni organizatorka, tam sem tak, saj ima mi dva, mislim, Ja. No, može zrihtati, Več ja, kaj saj. mislim, ja. Vse se na koncu zrihta, itak, ja, saj. Ampak zanimivo. Ja, to so da take še to. ja, male stvari, ko jih je treba tudi premisliti. Ne? Mhm. Ko mogoče ne razmišljaš prvo na take stvari, Mhm. ampak pol pa priješ tja gor, Mm, kdaj vam pa začeva. Ja, se to se v bistvu sam spomniš, že ko si tam itak, ja, ampak ko pa imaš enkrat prej to v nekem checklistu, Ja. je pa še lažje, ne, imaš pač nekoga vedno na voljo, ki to uredi, a ne. Če se najlažje, da je to organizatorka. Zagotovo. Kaj pa izbira pesmi? Dobro, zdaj bom, tako sem si zapisal vprašanje, ga bom zelo težko vprašal, ker, oziroma se nekaj mailov že dobita, verjetno nekaj popraševanja. A so takoj v prvem mailu že vprašanja pač, a pojeta videl to pesem, a lahko naredita to, a lahko pač... Ko je pogledal, ker ne ve. Imaš maile? Ne ve, a ne? Ja, Ker še ne ni ve. videl maila. Jaz sem videl vsak mail, veš, vsak mail, stari, jaz dobim screenshot na message. Aha. In pol, jaz mislim, da je ona odgovorila, čez 4 dni sem tak, hej, kaj pa te za uno? Ja, nisem odgovorila, če mi nisi nič odgovoril, veš, pa sem jaz tak. It's your fault. Ja, stari, ne, mislim, ti bom povedal, če ne mogo, ampak drugače pa ja. Okej. No, ne, sorry. Ni 4 dni, Nadaljuj. ne? Da Ne, se razumemo. 4 ure. To malo Ja. pretirava, ampak ja, mislim, valjda oni prvo pošljajo datum poroke, mogoče nekateri napišejo tudi, koliko je svatov, kar je ful fajn, to itak imamo mi da. Jaz sem v bistvu pripravljen taki dokument, zelo pregleden, za vso najno ponudbo, ceno, kaj ponujamo, repertoarjem, torej izbiro pesmi. Res se mi zdi, da v bistvu ono vse napisano, kar rabijo vedeti, pa tudi imamo napisano, kar mi dva rabimo vedeti, torej povratna informacija od njih. Se pravi, ponavadi napišejo, torej, kdaj je poroka, če smo prosta, valjda, ne? Pa če rabijo za civilni obred, cerkveni obred, mogoče tudi lokacija, to je fajn recimo tudi. Ampak ponavadi je to v začetku, ja, se pravim, ker povpraševanje itak pošljajo večjim ponudnikom, ne, in potem, ko se pa za enega odločijo, pa pol gre do izbire pesmi pa takih stvari. Ja, glede pesmi je pa tako, da mi damo en repertoar z full pesmi, ampak če še ima par kako posebno željo, zdaj neko pesem, ko ima full pomeni ali pa kaj, mi smo itak takoj pripravljena to zapet, no, tako da. Pa ste že mogla, mislim, a je par že da vprašal, pač tako, tebe vem, ko si na mailu. Ti si še prav zaenkrat. Ja, bom Za dodal. mnenje, oziroma tako, da sta pomagala zbrati pesem, da pač nista bila odločena, kaj želita v tem smislu, ali še ni prišlo do tega. Ni še prišlo do tega, se mi okej. zdi, ne? Ker sej, to so take pesmi, ko so res poznane, pa so take, ko so tipične na porokah, ali pa so potem neke pesmi, ki nima neke pomenijo.
Tako da, ja, smo pa tudi že dobila druge želje. No. Se v veliki večini se enih 20 pesmi, bolj kot ne suče na obredih. Ja. Vidva veste, ne? Ja. Vsi ste poslušali. Tako je. Ja, pa včasih tudi verjetno, ne vem, prije kakšna nova pesem ven, pa bi en teden pred poroko, ej. A ja, ja, ja. A mislim, kak vidva bi v takem primeru vse. Oh, Midva se ful hitro Ja, naučimo, ni se mi panike. zdi res. tako sem rekel. Jaz 2-krat v avtu spustim, pa sem tak, ok, let's go. Ne, ful jako je. Mislim, se pravim, tudi ta proces ustvarjanja priredbe, recimo na en komad, je pri nama ful dosti hiter. Veš, mislim, jaz nekako čujem, pa sem tak, ok, prvo kitara, pol pa, ne vem, karkoli drugega pač damo noter. Saksofon, klavir. Saksofon, klavir. Ki si že rekel, ja, da ko slišiš pesem, jo pač 2-krat v avtu poslušaš, pa jo znaš. Jaz se spomnim, ker sem bil pač, ne vem, 8 let star. Pa ker se spomnim zdaj, koliko sem jaz te pesmi, ki sem jih takrat poslušal, kako sem jih pel, angleške pesmi. Jaz nobenega besedila nisem pel, tako je treba. To tudi, še za to pa malo pol besedilo, ne? Ne, ampak tak, mislim, torej, znam v smislu, kako bom naredil priredbo na to. Ja. A veš, uno stil, ali bo malo bolj funky, ali bo neka čist mirna, kako ima midva pol to zavila. Se nisem mislil, da ti fejlaš, jaz nisem na Ja, to ne, mislil, ja. ampak tako sem imel še misli, ko si rekel, da bi jaz to delal, jaz bi francosko pel Stari angleške sej, pesmi, pa ne vem kaj vse. Ja. Tudi jaz imam to. Ja, ja. Samo ti nisi celo življenje v muski. Ne, mislim, jaz sem celo življenje daleč od muzike, ja, tako da. Tebi je upravičeno, ja. Ja, tako je. Se ne vem, tudi večkrat mi reče, joj, prije neka pesem na radiju, veš, kaj sem pa jaz tu včasih pel, pa čist neko drugo besedilo, ne. Ampak vse zato se mi zdi, pa sem tu jaz, ne, da pa pogledam besedilo, Ja, to je da res, ti ga ja. dam na tablico, da pogledaš. Viš ti to. Ja, on je bolj tak za improvizacijo, jaz pa bolj tak, da je vse neki sistem, pa da je ne, besedilo pravilno, take stvari. Samo veš, ko si prej rekel, kako je fajn, ko lahko imaš besedilo pred sabo. Vse tudi glasbeniki na odru imajo v Exactly. veliki večini. Ne. Jaz sem že celo videl enkrat, da so imeli na tleh ekran Ja, in se besedilo. Ja, tako. Vse to imajo. Mislim, tudi jaz, pač te velike odri, pač to si lahko privoščiš, ko je uno. Sam ja, veš, kaj še ful nisem prakticiral, to sem rekel, da moram probati. Pač, reči iz banalna stvar, pri kitari imaš ti pač pol ta obot, ne, okoli, trupa, in pač si tu gor listke limajo. A veš, na to, zaradi tega, ker itak ti, ko Zgleda tako, da gledaš ja, ni, strune. tako. A veš, midva imamo pa vedno uno, imam. To bi rabo za kakšne akorde mogoče, ne. To mislim, ja, pa Ja, ja. besedila, se pol si take ful mali Pa švinglice sej, narediš. tak slaba tudi nisma se. Ne, ni slabo, ampak to je uno, to je recimo v primeru, da mi daš muziko, ki je prišla 2 tedna nazaj ven in jo moram je znati. Da imaš backup neko zdaj. Le, še kako leto, 2 pa šlo naučala, ko ti bo lepo noter ekranček besedilo pisalo 100%. in boš lahko gledal kamorkoli boš Ja, hotel, ja, pa ja. pel zraven. Vse so že zdaj, sem so ful čudni, da ni tako. Ja, pa 10 ur dati za eno tako očala z Ja. ekranom noter, Ja. mičkim Je še preveč. par porok treba do takrat narediti. Le 3-4. Ne, se nista tako draga, verjetno. Ja. Ne, to pa. Koliko je pa pomembna postavitev, se pravi, ne vem, če se držimo recimo cerkve, kje sta pač, a vam pomeni, mislim, da že imam odgovor, ampak vseeno, da se zavida mogoče nekje v prvem planu, tam čisto v bližini, da vas tudi vsi svati vidijo, ali je vama važno samo, da se vas sliši, oziroma koliko je pomembna postavitev zvočnikov in tako naprej. Ja, pri cerkvenem obredu se mi zdi najboljš na koronu. Tam se res tako ful lepo sliši, pa lepa akustika. Za civilni obred se mi pa zdi tudi fajn, da smo v bistvu malo tak, ne zdaj čist pred gosti, kot da nastopamo, ne, kot da zdaj mi tam nastopamo, ampak da vseeno se naj tudi vidi. No. Ampak odvisno spet od želj, pa od organizatorke porok, pa na tak način. Ne. Ja, ampak bi tudi bilo lažje, če je bila tak. Ja, torej, da nisi čisto v spredju. Ja, vse nismo. Ja, se Ne. nismo. Samo. Ne, fajn. Mislim, ja, tako je rekla. Meni tudi v cerkvi ziher kor kot neki pač ne vem, element najboljše akustike, pa to pač, ker smo mi dva itak ful moramo na zvok, mislim moramo, pa damo na zvok, ne, pa to. Tako da pol tudi ozvočenje štelam v taki smeri, da pač ja, torej, da pride do tistega nivoja, s katerim smo bolj zadovoljni. Zato pa tudi, mislim, pri civilnem pa ja, je meni pač dost
kamo Hana šla, tam grem jaz poleg. Ja, drugače pa nekaj sem hotel reči. Zato nam je tudi pomembno število svatov, ker pač glede na to mi dva prilagajamo, ali bo ozvočenje, ali pa ga sploh mogoče ne bo, kar nam je pa itak najjače, ne. Mislim, brez ozvočenja, dejansko. Za Ker pol veš, 30 ljudi, a ne, ja, se ker pol ne rabiš unga paziti na to, kako bo šel stran od mikrofona, pol neki tam kitaro preveč pobira, pa jaz enkrat preveč gor butnem, veš, Pa praktično je, ne? Ne rabiš ful tega praktično je, ne. imeti zraven sebe. Ja, ampak ker pol, veš, meja, ne vem, 50 svatov, recimo, ne, ker je 50 svatov si ti tak, a bom pač malo bolj glasen, pa bom brez ozvočenja, ali bom pač z ozvočenjem. Ampak če imam jaz ozvočenje, pa ful malo podporo iz ozvočenja, recimo, to mi je najbolj češki zvok. Veš, reči, ja, raje sem brez, najbrž, I guess. Ja, ful je odvisno od prostora, kak je, ne? Pa, mislim, če nisi navajen mikrofona, ne, so tisti, ki so ga navajeni, itak ni panike, ne. Ker če en drug podcast, ki ga snima, imamo one mikrofone, ko moraš biti čist blizu. Ne, se vedno sliši, kot da sem v Italiji pa govorim. To je grozno, ne, ker nisem navajen, da moram biti zdaj pa skozi tukaj nekje, a ne. Tako da pa štekam, ja, ampak sej. Wow, Ne, saj to muhice je- bi lahko imela. To je drugačno, ima tako... Evo, to mi je A veš, Točno to sem hotel reči. Ja. kaj ti ni kul. Ne. Roza muhica je imela. Lepo zgleda. Sam to ni, a ne, to sem vedel, kaj si rekla. Ja. Estetsko. Čeprav veš, Sorry. pri Odpade. Ja. pevkah, pevcih je pač to, tisti mikrofon ti doda nek element, Ja. s katerim se ali zamotiš ali kakorkoli. Ti s kitaro, ja, Stari, ja, jaz sem pa uno, ne, jaz pa moram nekaj imeti. On ga ful Ampak vajba meni najbrž bi bilo vse, mislim vseeno, meni bi bilo itak boljše, performance-wise, da imam muhico, sam jaz pa spet, kako bi to izgledalo, ne. Dobro, se nisi plesalec, zdaj ne vem, Saj kaj je tam, da bi rabo, ampak meni Ja, je drugače to ful je fajn na res, ja. mikrofon pet, recimo, ker se tudi se mi zdi, da se boljše slišim, pa... Ja, lepše mi To tudi se zgleda. nikoli nismo imeli, Lepše kaj mi ti je tudi boljše. zgleda. Stari mikrofoni ti. Ja, Ona se je že zmenila. ja, vem, ja, se Ti sam to mi jaz poslušaš. nismo menila, ampak meni, ja, wow. Ne, zanimivo. Mislim, nismo se menila. Nekaj Tebi je boljši novega smo se mikrofon, naučili. recimo, meni Tako. pa ni tok, no. Ja, ne se to bi jaz rekla, da tebi ni. Ne. no vse jaz mislil, prej ste začeli razlagati vse skupaj, se mi je pač glih to vprašanje, a imate svoje ozvočenje ali na kak način greste v temo, tako da ja, v bistvu ste odgovorili. Ja, mama svoje ozvočenje nimam zdaj. Ne morem festivala ozvočenja. Ampak ja, pač mislim za neke spodobne poprečna števila svatov in pač neke poroke pač jaz ima pripravljena. Če ne pa tudi se znajdemo. Ja, drugače pa mama, mislim, se poznamo z ozvočevalci in to pač si malo sposojamo, tako. Ja, Je ful. zato je dobro med zmeri veze in poznanstva Tako, v zagotovo. vsaki branži. Zagotovo, ja. Aha, sem jaz. Lahko tudi sprazdajam, če želiš. No, v redu je. Nisem videl, da smo to hitro šli čez tvoj segment. Koliko pomembna pa je vama komunikacija z organizatorjem poroke, oziroma pač ali zdaj samo z ženinom nevesto ali pa z organizatorjem? Itak je najbolj fajn odslišati od žene, mislim, od para, ne? Kakšne želje imata, ker se mi zdi, da najbolj se lahko razumeš. Se mi zdi, da ko je že neki člen vmes, je že mogoče lahko kaki šum v komunikaciji, ne? Ampak drugače pa nimamo s tem težav, no, tudi kakorkoli, tudi če z organizatorjem, ne. Se mi zdi, da se da vseeno vse dogovoriti. Da znajo prenesti želje Ja, para naprej. ja. Organizatorji večinoma tako delajo, da v bistvu pač osnovne informacije oni povejo in pol v bistvu organizirajo en sestanek, ker ja, je lažje, a ne? Ja. Pač tako osebno pač predati te tudi vajne ideje, kako stvari izvesti, pa tako, to direkt paru, pa se pač z njima dogovoriti tiste pač final stvari, a ne? Tako da, ja. Pa tudi spoznaš par, ne. Vidiš, kako Ja, tudi razmišlja, to, ja. kakšne ima želje, kako delujeta, kako ima ta dinamiko, pa vse vidiš, ne. Mislim, jaz, ko sem cel dan z njima, jaz prav vztrajam. Ena poroka v življenju, ja, pa sem jih naredil že par. Je bila, ja, moja čez 250 in naredil ena poroka, da nisem spoznal para.
Pa je bilo good, je bilo full v redu, hvala Bogu. Sta pač organizatorki, ki jo poznam že dlje časa, pa ste rekli, ste rekli, da nimate nič časa, ne bi nič, vse mi zaupata, jaz tebi zaupam. Pa sem tek, se vem, sam ful mi je smotan, ker prijem na make-up. In se zdaj 3 punce maže, jaz ne vem, kako kira, A veš, se lahko fotko dobiš pa to, ampak tako se pa ne rabim fotke, ampak tako bolj mi je, ko prijem, to si ti, ok, a veš, tako priješ pa si zdravo, jaz sem goran, zdaj pa zdaj veš mi začeti. Jaz ti bom gnjavo cel dan, veš, Sveto zraven. Ja, ne, to je fajn. Zato, že ne iz tega mi je fajn spoznati, ampak konec koncev ni nujno, je pa ful boljš, če pač priješ na poroko, pa si tako, pa mi, ko prijemo že zjutraj, če niso v hotelu, da se doma pripravljajo, spoznaš takoj starše, pa ne sestre, brate, bližnje, ne. In po čez celo poroko si z njimi tako, ja, navadno. Ja, na ful na ti, ne, veš, in poleg z njimi ful lažje skomuniciraš ene stvari, pa in konec koncev njih največkrat fotkaš, ne, in je ful dober, če se to zgodi, da imaš to možnost, ne, da nisi tako čist odmaknjen, pač, da nisi čist nek zunanji tam sodelavec ali delavec, kakorkoli, ne. Ja, valjda. Ja. Pa se pred poroko recimo povežete s fotografom, videografom, oziroma ste razmišljali o tem, da se povežete? Ja, na tak način, ko je Goran rekel prej, da pokaže, kdaj začnemo pet, ne, to je super. Ampak drugače, tako sem povedala tudi, da se mi zdi ful pomembno sodelovanje z vsemi ponudniki, no tudi tako smo se pogovarjali, da se spoznaš že prej, da se poznaš, da ful lažje stvari grejo skozi, da si pomagaš, če je treba, ne, ker vseeno imamo isti cilj, no, tako da zaradi tega na tak način. Pa konec koncev lahko dobite material za sebe tudi, ne. No, evo. A veš, tako iz naše stroke. Ravno Zdaj to video sem- mogoče malo teže, ker pač ne more zdaj videograf stati tam, pa sam vajo snemati, ker pač ne veste, ampak mi fotografi pa gladko, ne, se pač rabiš, ne veste, ko hodi v koltarju, pač narediš, rabiš eno fotko, narediš jih 45, da pač bo ena 100%, tako ko more biti, ampak ves ostal čas pa pač imaš možnost narediti fotke, ne, in veliko se imamo vsi to nekje v zadnji, da pač naredimo za vsakega, ampak veliko lažje je, ko ti nekdo prije prej, zdravo, jaz sem ta, pa se mičkim pogovarjaš tisti čas, ki ga imaš, in pa se itak spomniš, grem še tisto narediti, itak zdaj nimam kaj za delati, ne. Recimo med obredom je ogromno enega časa, ker pač nimaš kaj fotkati v resnici. Ja, Tako da fajn, se je tako, dobro predstaviti. Ravno to, mislim, vse mi dva smo pač tako, pridemo pol nekam, sploh tako recimo, mislim, ja, tudi pri folku, ki ga mogoče ne poznamo, dobro delujemo, mislim tako, stavimo v regi stik pa to, ja, tale pol se mislim itak hitro začnemo si tako meniti in se pol zasvati itak ono, ne. Ker smo pač tudi toliko odprta, da nismo sam, ja, ni najina ponudba samo to, zdaj ima odšpilala pa šla domov, ne. Pridemo, odšpilamo, gremo. Je pač ono še, mislim, nismo eden tistih, ki pač torej naredi to, midva počakamo še tam, kako se lepo in prav, če je vibe, pa če je cajt, pač itak še pol, še tam neki, še tam neki bolj zaigramo in se zaljubljeno spogledujemo. Tako da to, ja, no. Je pa fajn, ja, mislim, se mi zdi, ja, zagotovo smo eden teh, ki bi to naredila, ne, in bova, da pač torej šla do ostalih fotografov, snemalcev, ne. Vsekakor nista sramežljiva, ja. Glede na to, da imamo na fotoaparatih, na kamerah menjati baterije danes, nista sramežljiva. Ni tega strahu. Ja, no. To bo montiranja, ne? Lej, mene ne moti, ker imamo tam monterje. Kaj bi si želela, da pari vejo, še preden kontaktirajo pač glasbenega ponudnika, kakorkoli, duo, vajo, ali pa pač nasploh kakorkoli. Se pravi, ti si prej rekla, tukaj si spet mogoče ti bolj tista, ki bo znala odgovoriti, si pripravila bi rekel, skoraj celo platformo za to, kako se odpiše in kaj ti njim sporočiš, kaj morajo oni tebi sporočiti. Kaj bi bilo dobro, da vejo, preden napišejo prvi mail? Ja, vsekakor, da povejo, kdaj se to dogaja, ne. Se pravim, te osnovne zadeve, samo toliko, da vemo, če smo takrat prosta, to se mi zdi glavno. Se mi zdi, da pol se pa vse dogovori sproti. Meni tudi se mi zdi najlažje, da se pokliče,
da tudi slišiš osebo, da se pač, da je bolj osebno, da poveš želje, to, ko se gre potem res za izbiro, ne. Tako da to, no. Ne vem, kaj bi ti povedal, da morajo vedeti o nama. Jaz rečem, ja, to, kar vedno pač rečem, da najprej pač oni se naj usedejo dol, pa se vprašajo, kaj bi zdaj radi. A veš, saj mogoče saj to bomo pol mi skomunicirali, če smo midva pač pravi naslov za to, ampak zdaj pač kaj hočem, ne, ali hočem pač jaz neko skupino, ali hočem, ne vem, večglasno petje, ali hočem ful dobro instrumentalno spremljavo, ono, ne. Torej, kaj pač želiš, ja, najbolj to, po mojem. A Itak, veš, ja. ono, kateri komad hočeš, da ti bo igral, ne, in pol pač začneš. Itak ne pošlje, verjamem, da nihče ne pošlje samo nama povpraševanja, torej pošlješ več različnih povpraševanj, pol pa pač skozi to komunikacijo vidiš, ali pa mogoče tudi najbrž spoznajo, kaj bi tudi pač oni radi, ne. Pa še ena stvar je, ki sem jo zdaj pozabil. Ok, bom jaz nadaljevala. Ja. Itak se mi zdi, da je lažje včasih, da ti nekdo pove neke želje, ne pa da zdaj, da ti čisto odprto pusti možnosti, ne. Se mi zdi, da je ful preveč obširno, ne. Ne da ti nekdo govori tak pa nimaš nič prostora za kreativo, ampak da ima neke želje, ima neke svoje predstave, kako hoče, da to izgleda, izbire pesmi pa take zadeve, ne. Je ful lažje, se mi zdi, no. Čim več stvari veš, lažje pol tudi narediš, ne. Tako da se mi zdi, da se moraš čim več res pogovoriti, koliko je pač mogoče, da čim bolj razumeš par, no. Pa jaz mislim, da tudi to, kar je resnica, ker vsi to delamo, pač pošiljati kaj povpraševanja vse poprek, se mi zdi čist brez veze, ne. Ker zdaj pač najlažje je iti na ChatGPT pa reči, poiš mi 30 mailov od pevcev, pa bom poslal pač, a ne. Ampak se ne moreš kar poslati, pa ne boš vzel za nekoga, ki je 20 € cenejši kot druga, pa neke te. Se mi zdi, da je ful pomembno vedeti, kaj si želiš in pol iti pač poslušati, a ne. Pač se sta večkrat razložila, se trudita posneti stvari, a ne. Iti poslušati in pač videti, a je to, bom sploh poslal tja, zakaj bi pošiljal, zakaj bi delal vama delo, pa vse delo, pa čas, pa vse to. Dajte poslati pač povpraševanje tja, kjer je pač logično, da pristane, a ne. Kjer je relevantno. In pol, ko ti nekdo napiše pač mail in noter piše tudi, ja, pa smo videli, ne vem, tisto objavo iz februarja in sta ful dobro zapela, to nam je ful dobro, a ni ful boš dobiti tak mail, pa si tako, okej, se pravi, tukaj smo se že našli, da se moramo najti sam še recimo pri tem, da smo prosta, pri ponudbi, pri nekem vibu najnem in to, ne. Mene je ful dobro, ko pač dobim in nekdo napiše, ja, tista poroka je bila ful fajn, sem gledal galerijo, to mi je ful všeč, nekaj takega si mi ja želima, pač vemo, da ne bo isto, ampak sem tako, a veš, poznata moje delo, to je to, ne pa tako, dober dan, poročiva se 11, cena. Až tako cena, tako da to mi je tako, dajmo si vsaj par sekund, a pa dajmo v ChatGPT-ju reči, da napiše povpraševanje, se mi bo bolj zdaj vsa oblika. Ja, konec koncev mislim, če mi ni, ne vem, če nisem jaz full efforta dal noter, ko sem pač napisal povpraševanje, ne vem, če zdaj pričakujem, da jim bo on full najbrž efforta dal, veš. Ja. Itak Mislim, da, midva ga itak dama. Ja, ga daš, ampak ja. je Hana ga da, ne. Ful lepše je prebrati, ne, ti ne veš, ampak ful lepše je prebrati ne. mail, ko vidiš, da se je res nekdo potrudil, da je že izrazil neke želje, da nakar napiše, včasih se prav vidi, ko nekdo napiše tako Ja. minutka, pa hitro napiše nekaj, ne, Ja. da napiše in pol itak ni nič tega. Tako da se mi zdi, evo, to je mogoče priporočilo, ne, da pogleda Instagram najin, ker tam tako največ objavljamo, pa se živi najina energija, pa kak imamo stil petja, ker itak ni vse za vse, ne. Se potem mogoče ziher, mislim, se je lažje odločiti, no. Zato. Tako da, če je v bistvu najlažje itak, da nekdo sliši že prej na kakih drugi poroki, kakem drugem dogodku, tako je najlažje, ne, ker se najbolj vidi energija, pa kak zapojemo, kake stvari. Ampak če pa tega ni, pa se mi zdi najboljše to, ta res socialna omrežja, to so lifesaver, da Ja. se pokažeš, ne. Ja, oglasna deska. Včasih se pač med novodobna. cajtninge da. Ja, video si dal cajtninge. Ja, Pa so drugače balista ne rekli. moramo še cajtninge dati. Ja, moramo še to. Veš, imamo tak en lokalni časopis in pol ima tak, moramo tam malo Boste na prvi strani. pokontaktirati. Ne, zadaj, po mojem zadaj pri oglasih, veš, da še to malo analogno naredimo. Za vse, ne. Seveda. Vse. Kaj bi pa rekla, s kako mislijo naj zbirajo pari glasbo? A
razmišljajo pač o sebi, pa to, kaj njima všeč, ali naj bojo odprti tudi do tega, da bo svatom zdaj to všeč, pa da bojo oni zadovoljni. Jaz mislim, da moraš pri vseh stvarih gledati na svoje poroke, na sebe. Ne? Pač glede vsega, če se boš ti preveč drugim prilagajal, sploh ne vem, če bo pol tebi to všeč. Ne? Itak hočeš, da se svati najboljše počutijo, pa da jim je ful fajn, samo se mi zdi, da je to taki pritisk, pa da sploh pol ne uživaš in sploh pa pri glasbi, ker se mi zdi res ful pomembna, pa ful pomemben del, da je res tebi všeč, ker se mi zdi, da ti je toliko lepše doživljaš tisti trenutek, da je to res pomembno. No. Tudi meni se tudi zdi. Ja. Zagotovo. Mislim, ja. Pa sploh par vama, ko v bistvu zapojete pač par pesmi, se ne vem, recimo, da traja pol ure, verjetno še toliko ne. Tudi če more zaradi tega kak svat potrpeti, pa jaz verjamem, da ne, ampak da zdaj ne more biti to drugačna glasbena izbira. Mislim, da bo preživeli, da sta pač vse enženi, pa ne veste, da je dan najbolj pomembna. In naj mislite na se. Vse to so take pesmi, mislim, ko so res lepe. Pa take romantične, pa ne gre za neke pesmi, ko se vrtijo na radiju 100-krat, da ti grejo na živce, ne? Ampak so to take lepe pesmi, no? Ko se mi zdi, da je vsem fajn to poslušati. Bolj se mi zdi izvedba pomembna. No? Tako je, ko ima včasih fotograf fotoaparat na učki zaradi tega, da ga ne vidijo, ne zato, da fotka. Ne, mislim tako, zdaj mi je en dogodek bil zdaj, mislim, sem se spomnil, veš, kad smo bila zdaj nedavno nazaj na eni gostiji, mislim, rojsten dan, ja. Pa smo midva tudi igrala, pol, ne. In je bila fora, da, ne vem, pred tem uletijo, populacija pač, dost te starejše družine, ne, pa to, veš, itak sem goveja muzika, ne. Pač pa ono, pa Mija ful nima problema s tem, ampak delama nekaj čist drugega mogoče. In prideta dva muzikanta, pač legende in ono špilajo in vsi itak, pač mislim, bilo je ful dobro vzdušje. In pol smo midva bila tak, zdaj ima pa midva šla igrati, veš, nekaj čist drugega, ne. Ampak ja, pol smo kar igrali in pol je pa druga bila, pol so se pa tisti tam mlajši, a veš, ko smo pač midva začela, pa to pa neki pol itak še imamo pol, ne vem, tudi jugorok pa take fore. Tudi ful začeli peti in plesati, tako da je pol za vsakega nekaj bilo, ampak tudi na drugi strani tisti starejši so bili tak, let's go, veš, in je pač bilo nekaj, ne. Tako da se mi zdi, recimo, če si prej rekel, da mogoče gledaš na svate ali pa na ostale, kaj mogoče ne bi bilo toliko fej stari, mislim, jim bo, ne. Itak so prišli za tebe tja, mislim, ja. Na koncu je že cela energija celega dogodka. Ja, iz te izkušnje sem tak, mislim, stari, če ti metal paše, pač dobi si enega, ker si ga šrota tam, pa bojo že potrpeli, ne. Mislim, zagotovo. Lani sem delal eno metal poroko, noro je bilo. Stari, res. To fotkati, jaz nisem pač nikoli fotkal koncerta, ali pa karkoli, to ni bil koncert, no. Ampak žgal so ga na polno, ja, pa to so bili svati, to je bilo crazy. To je crazy, ker zdajle si je nisem predstavljal, pa si rekel, wow. On je to heco rekel. Jaz sem to heco rekel, ja. Šest zares je bilo, ja. Na poti proti Slovenj Gradcu, až v Kozovcu pa metal, to je bilo, vse skupaj je bilo zmešano. V zunji poroka na teh balah se napad, tako če so easy, čez 3 ure je pa sekal na polno. Pa je bilo to urco pa pol pa konca, ni bil zdaj celo večerca, ne. To je bilo, da si delak folk dal duška, pol je šlo pa nazaj na DJ pa izbiro za vsakega nekaj, kar si doželi. Ja, lušno je bilo. Zanimiva izbira. Ja, meni se zdi, da itak, če boš razmišljal na svate, vsak bi pač pol imel nekaj svojega, ne. Ja, pa jih je 100, težko se zdaj vsem prilagoditi, kaj bi zdaj on rad, pa on, zato se mi zdi tudi fajn, da itak na sebe gledaš, ne. Ne boš mogel vsem ustreči, vse to je tak povsod, ne. Se strinjam. Najlepša hvala, ker ste si vzela čas. Upam, da niste trpela. Uživala. Perfektno. Drugače fajn izkušnja. Hvala tudi vama, no. Mija se bo potrudila, da bo čim več ljudi slišalo tudi ta podcast, pa za vaju. Upam, da se čim prej srečamo na eni poroki se bomo srečali. Upam, da tudi na teh live, pravih, kakorkoli že, ne samo na teh dogodkih, kakor bo marca. To je pa to. Najlepša hvala. Hvala vama, res. Hvala vama, ja. Mislim,
Noro, izkušnja. Navdušen. Jaz sem navdušen, stari. Zdaj pa gremo maj pa načinke jesti. Ja, let's go. Mi že krule. To vidiš. Hvala. To je to.